16. maja 1990 je prisegla nova, Demosova, imenovana tudi osamosvojitvena vlada, saj je bil njen glavni cilj osamosvojitev in demokratizacija Slovenije. Na isti dan, kot je prisegala nova vlada, se je razoroževala teritorialna obramba, o čemer je mnogo napisanega v Beli knjigi slovenske osamosvojitve. Nova vlada ni oklevala in je naslednji dan, 17. maja 1990, pričela s formiranjem nove slovenske vojske, manevrske strukture narodne zaščite. Ob teh dveh pomembnih datumih je v Domu kulture v Slovenskih Konjicah v petek 16. maja 2014 potekala slavnostna prireditev ob 24. obletnici demokratičnih sprememb in ustanovitvi manevrske strukture narodne zaščite Republike Slovenije. Vse goste so v špalirju sprejeli mladinci Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, oblečeni v uniforme združenja, ki so replika uniform takratne manevrske strukture narodne zaščite. Uvodni pozdrav je namenil župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek. Domačin Jože Baraga je bil leta 1990 predsednik skupščine občine Slovenske Konjice in je ravno tako namenil nekaj besed zbranim poslušalcem v dvorani. Takoj po ustanovitvi Demosa v Ljubljani smo tudi v Konjicah ustanovili podružnico in se včlanili štiri stranke. In mi smo se dogovorili, da na volitvah aprila nastopamo na dveh listah. Na eni so bili krščanski demokrati in socialdemokrati, na drugi pa Slovenska demokratična zveza in Kmečka zveza. Obe liste naše so dobile čez 65% glasov. To se pravi, kar lepa zmaga. No in 16. maja zvečer sem bil izvoljen za predsednika občinske skupščine Konjice. Zjutraj, ko sem šel v službo, me je pa obiskal komandant teritorialne obrambe Konjice, Alojz Groleber, in mi je prinesel tole odložbo oziroma sklep povelje, ki ga je dal Ivan Gorenjak, ki je bil načelnik oziroma, jaz teh činov ne poznam tako strašno, mislim, vodja Štajerske pokrajine TO. No, mimogrede, Ivan Gorenjak je Konjičan in smo se v mladosti tudi poznala. Mogoče je tudi pozneje to vplivalo na odnos. No, takrat, takoj, ko je prišel kolega Slavko k meni, sem klical republiškega sekretarja za obrambo, gospoda Janeza Janšo, mu povedal, mu nisem povedal, ker ga še ni bilo, ampak je prišel kasneje in me je on poklical. In sem mu povedal za ta odložbo oziroma karkoli je bilo in sem vprašal, kaj naj storimo. On je rekel, veš, jaz sem šele imenovan, nimam nobenih pooblastil, ampak svetujem, da orožja ne date. No, super, vse to je bilo tudi za mene kar lepa izjava, ne. Ko sem prišel na občino, sem takoj sklical Svet za narodno obrambo in samozaščito. Vam bom povedal člane, zato ker tega nikoli ni bilo slišati. To sem bil jaz predsednik, Karl Zidanšek, kmet, Jože Marguč, kmet, Drago Klima, zaposlen v Poneku, Rudolf Petan, predsednik izvršnega sveta in Janko Kovač, zaposlen na skupščini občine. Ob zvečer so me pa prišli na dom 4 predstavniki teritorialne obrambe in mi prinesli eno listino, ko so vsi podpisali in ko pravijo, da se ne strinjajo z oddajo. Oni ne morejo reči, da ne bojo dali, ker so pač v službi in so pod komando nekoga. Ampak da se ne strinjajo in da apelirajo, da bi v tako pomembni odločitvi morali odločiti demokratično izvoljeni organi civilne oblasti v Republiki Sloveniji. Zato apeliramo na predsedstvo skupščine občine, da takoj obravnava nastale situacije in v svojih stališčih seznani republiške organe. Dobro, drugi dan smo imeli potem sestanek in smo vsi skupaj se strinjali, da izdam sklep,
da orožja ne damo. In ta sklep smo tudi poslali republiškemu sekretarju za ljudsko obrambo, čez en teden pa tudi gospodu predsedniku Kučanu. No, tako naši teritorijalci so verjetno na to tudi čakali in so se s tem tudi strinjali. Zdaj pa zanimivo. Meni prihaja na misel, zakaj smo se sploh osamosvojili? In zakaj smo sploh na plebiscitu glasovali? Jaz mislim, da smo glasovali za to, da se osamosvojimo in da uvedemo demokracijo. No, v demokraciji pa jaz mislim, da komunisti nimajo kaj iskati. Slavnostni govor je pripadal tudi bivšemu obrambnemu ministru Hojsu, predsedniku Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je predalo tudi pokrajinske praporje posameznim predstavnikom pokrajine. Za blagoslov praporjev in častno besedo o domovini in vrednotah je poskrbel prvi vojaški vikar Slovenske vojske Jože Plut. Ob tej priložnosti so podelili še priznanje Združenja VSO zaslužnim posameznikom. Celotni program je povezovalo domoljubno petje moškega pevskega zbora Ivo Štruc iz Slovenskih Konjic in godbena pihala Slovenske Konjice.